Moja današnja gostja pri svojih 77 letih pravi, da je ostala tako mladostna tudi zaradi zelišč. Sicer pa bo navdušila zares vse, ki ste v neki jeseni svojega življenja, da izkoristite to. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospa Metka. Dober dan. Sem hvaležna, da ste danes prišli, ker pravite, da ste upokojeni, ampak da imate skozi nekaj, da se dogaja. Točno. Dan tako hiter mine, pa ne sam dan, leto mine hiter. Se vam zdi to, kar nekateri pravijo, da je vedno hitreje, da občutijo, kakor da čas vedno hitreje gre? Ja, ko ste enkrat 50 preč, pol se pa res bolj hiter vrti. A da se? Ja, to imam tudi izkušnjo tako, pa tudi prijatelje moje to občutijo. Vi živite kar precej samooskrbni v tem smislu, da si tudi sami pridelate hrano. Ja, tudi meso. Vse. Vse? Vse, ja. Do zdaj. Nazadnje, ja, smo imeli koline 13. decembra. Vi plešete tudi orientalske plese, a ne? Tudi 2 leti. Aha. 2 leti, pa mi je žal, da sem tako pozno zvedla za to. Ker to je taka lušna, elegantna telovadba. Sej, znala ne bom kaj dost, to vem. Tle sem v skupini najstarejša, 11 nas je, ampak druge že tudi dlje časa hodijo, ne? Jaz sem komaj 2 leti. Pri 75 letih ste začeli plesati orientalske plese. Ja. Zanimivo. Kaj je tisto, kar vam še vedno, kar vas še vedno žene naprej, da dobite idejo, pa bom probala to, pa bom probala to. Kaj se vam zdi, da je tisto? Ja, veste kaj, imam tako polno, da zdaj ne vem več, kaj naj spet na novo, ne morem, ker imam, lejte, ob četrtkih imam ta ples, ob petkih hodim plavat. Potem zdajle se bo kmalu začele te gasilske vaje, ker v naši krajevni skupnosti imamo 3 seniorske skupine gasilcev in 2 ženski, ne, in gremo tudi na državno tekmovanje in bomo začeli z vajami. Potem, lejte, zaseda mi, bom rekla, ta moj čas, tudi ukvarjam se z rastlinami, ne, zelišči. Imela sem tudi zdaj 3 razstave, enotedenske, zelišča, ki jih mora imeti vsaka domača lekarna, a ne. Pa zraven še sem imela te čajnike, te stare emajlirane, ki jih zbiram in jih imam zdaj 122. In lepo skombiniram, da lepo zgleda. Pol vodim tečaje zeliščarske. Glih prejšnji teden v sredo sem končala. Učim delati kreme, pa mazila brez kemije. Pa posebna skupina so pa, da spoznavajo zelišča, ne, in kaj se da iz njih narediti. Kako dragocena so zelišča v vašem življenju v tem smislu? Koliko lahko vsi mi pridobimo iz tega, ko kupujemo tiste brezvezne drage kreme v trgovinah? Ja, kreme, ja, pa tiste čaje v vrečkah, ne, niti za noge umitih ne bi imela. Res. Imam tudi doma zeliščni vrt, nekatere pa hodim nabirati na Veliko planino. To se pravi arniko, dušico, take, ne. Katera zelišča pa so tiste, ki bi jih moralo imeti vsako gospodinjstvo? Ja, jih je kar precej. Če bi lahko 3 recimo izpostavili? Izpostavila. Lejte, v hribe hodim po origano, gorski origano. To je zlata vredno zelišče. Drugače pa doma žajbelj, kamilica, vse sorte, jaz jih imam 44 v domačem vrtu. Tako da. Se da potem to uporabljati na različne načine? Seveda. Kaj pa v kreme date, katere pa v kreme ponavadi? Lejte, v kreme dajem pa, zdaj je zelo aktualno zelišče smilj. Smilj mi pa prijatelja prinese iz Krka. No, imam ga tudi enega v eni posodi, sam ta verjetno ni to kakovosten. Drugače dam pa ta olja, ne, kokosovo, ki je za kožo krasno, ima majhne molekule, pa lahko dosti globoko prodre.
Pa olja hladno stiskana. Recimo v tem olju imam namočen smilj, imam razna olja, no, makadamijo, lešnikovo, orehovo. Kako pa vidite razliko recimo med nekim sadežem, ki ga doma vzgojite, ali pa tistim iz trgovine? A vi opazite to razliko? Ja, kupim, lejte, limone kupim, pomaranče kupim, drugače imam pa sadnega drevja dosti. Imam tudi kivi, kaki, vse sorte imam. Kaj pa bolečine? Grozdje. Imate kdaj bolečine? Ja, zaenkrat moram kar potrkati. Zdajle bom rekla, mogoče kdaj križ, pa mine, saj ni tako hudo. Drugače pa nič. Do zdaj ne, pa tudi bolna nisem. Greste kaj zdravniku? Kdaj ste bili nazadnje? Ne vem. Nisem imela niti gripe do zdaj, tudi cepila se nisem, covida tudi ne. Ne, do zdaj ne. Kaj pa mislite, da je razlog za to? Mislim, da je tudi, veste kaj, jaz imam že to imunost, bom rekla, malo podedvano, ker je moj star ata je vozil lokomotivo Trst-Dunaj. Jaz sem čisto po vojni rojena, a veste, in je vsak teden prinesel gajbico pomaranč, pa sem še pol, bom rekla, kar pridobila dosti obrambe. Ne, tako. Aha, se pravi, vi mislite, da od tistih pomaranč imate vi tako dobro imunost? Lejte, tudi to, pa tudi vemo, kaj jemo. Tudi starši moji so se tega zavedali, a ne, in jaz pa še bolj. Kako vi vidite recimo to primerjavo med stvarmi, ki so v trgovini, pa tisti, ki jih sam narediš? Ker ponavadi traja dlje časa, da jih sam narediš, a ne? Kaj recimo? Ja, ne vem, vse recimo. Kakšno vloženo? Ne vem, lejte, tudi te marmelade delam sama, imam veliko ribe za porabim, kar se doma da porabiti. Ne, pa tudi recimo v naravi se dosti dobi. Lejte, borovnice. Ne, saj imam doma tudi to borovnice sibirske, ampak je velika razlika med tisto, kar raste tam na kakšni planini ali pa tako. Doma imate tudi živali. Kako živali oplemenitijo vaše življenje? Ja, ne znam si predstavljati, da bi bila brez. Verjamete v to, da imajo zdravilno moč živali? Ja, name dobro vplivajo, no. In psičko imamo, muce, kokoši, no, rekla sem pa, da smo imeli tudi večje živali, ne. Ja, hvala za tale prijeten pogovor. Zagotovo ste v veliko navdihujoče pravzaprav za vse tiste, ki pa mogoče potem se malo doma ustavijo pa rečejo, zdaj pa je emšo tak, pa potem malo obsedijo. Ja, ne vem, lejte, tudi za prebrati imam toliko, križanke rada rešujem. Ma dan mine, ko bi ga, ne vem, pihnil nekam, no. Res. Super. Hvala lepa za vaš obisk danes tukaj. Evo, vi, dragi gledalci in gledalke, pa najdete še kakšno zanimivo informacijo, zanimivo in navdihujočo minulo oddajo na klepetobkavi.si.